Pozdravljeni v naši drugi oddaji Najsmerkastična novinarka, kjer bomo predstavili 8 kandidatk, katere se bodo pomerile za levo in desno roko, torej pomočnica urednice revije Smrklje bo postala ena od naših kandidatk. Ena je prejšnji teden že preživela naš test in naše spraševanje in kviz in vse, kar imamo pripravljeno za naše kandidatke. Danes pa je na vrsti druga, Tjaša Delak. Živjo, Tjaša! Živjo. Tjaša, kako si? Super. Super. Pripravljena na nocojšnji izziv? Ja, Okay. za nove izzive. Kako to, da si se prijavila sploh v to? Revije so od nekdaj moja strast, tako da ko sem videla natečaj, se kaj lepšega ne bi moglo zgoditi. No. Takrat je bilo prvič, ko si videla v reviji Smrklja prijavnico, takrat si se prijavila in si in šla to je bilo na to. vse, na nož. Sem vedela na 100%, tako da. Sem tukaj. Študiraš tudi kaj v zvezi s tem? Sem absolventka na Visoki šoli za dizajn in sicer tekstilje in oblačila. Je to tudi en del medijev, tako da se mi zdi, da je to neka bližnjica do revij. Se pravi, revije so tvoj hobi, tvoje življenje lahko potem tudi rečemo, če boš zmagala na tem našem tekmovanju. Ampak recimo, če bi mogla zdaj usklajevati vse te obveznosti, bi ti vse zneslo? Ja, vse. Vse? Se pravi, je faks malo na stranskem tiru ali kako? Ravno delam diplomo, torej kolekcijo za modno revijo. Imam pa tako čas razporejen, da lahko vse zrihtam. Se pravi, če si na dizajnu, tam imate tudi kakšno umetnostno pisanje ali imate bolj dizajniranje, uživanje s tekstili in tako? V prvem letniku in drugem so tudi osnove, kot so risanje, teorija barv, razne vizualne komunikacije, tudi marketing smo imeli, tako da se nekako pripravljamo za ta poklic. In seveda poudarek je pa na oblikovanju in krojenju in tako. Zdaj, takoj, ko smo se danes poznala, sem jaz že doživel en hladen tuš, sej ne. V glavnem si me ocenila, da je ta rekelc prevelik. Ja, prevelik je. Dajmo najprej tako začeti, potem boš dobila danes sicer še eno nalogico, ampak daj najprej mene skritizirati mojo obleko danes. Oziroma, kako bi me ti oblekla? A si prepričan? Ja, sem rekel, gremo na vse ali nič, ne. No, zmenjenjo. Jaz bi ti hlače zamenjala s kavbojkami, zaradi tega, ker črn eleganten rekelc in kavbojke, hlače, črne žepi nekako ne gre skupaj. In pa zdi se mi, da bi ti super kakšna srajčka pasala. Po možnosti taka, da je obtisnjena ali taka, da je bolj? Čisto preprosta lahko, mogoče bolj, glede na karakter, bi jaz malo bolj pisano izbrala. Dobro. Rekelc pa prevelik, to sem tudi že slišal. Ja, mislim, najbrž imaš številko 50 zdajle oblečeno, ne? Aha. Se veš, kako smo moški, ne? Obleka je tako po možnosti na stranskem tiru, če se le da, ne? Ampak ženske ste pa rojene dizajnerke. A je kaj moških na dizajnu? Ja, seveda, veliko. Ja. In kaj počnejo? Hišniki in to, ali kaj drugega? Ne, oblikujejo. A je tudi to? Tudi eni izmed največjih oblikovalcev so bili moški, tako da. Dobro, naj ti bo. Poklic za oboje, za oba spola. Se pravi, glede na to, da rada ocenjuješ oziroma oceniš tako v prvem hipu dobro in kvalitetno, me zanima, ti bi bolj prevzela potem v reviji Smrklja take ocenjevalne rubrike ali pa stilske rubrike ali pa recimo pljuvaške rubrike za ocenjevanje zvezdnikov ali kaj drugega? Sem zelo odprta za vse, ampak ja, seveda glede na to, da je moje področje moda, bi mogoče bolj na modne rubrike se usmerila, ampak drugače pa vse, film, glasba, zdravje, vse me zanima.
Zdaj imam eno čisto tako direktno vprašanje, kakršno je dobila tudi prejšnja kandidatka, se pravi prva kandidatka. Eno skupino si izberem iz Slovenije ali sveta glasbeno, da ne bo pomote vsakič. In zdaj je ravno zelo aktualna skupina Game Over, ki se po tolikih letih vrača. Da mi povedati, recimo kot novinarka revije Smrklja, bi jih mogla ti enkrat povabiti na intervju in jih vprašati. Zdaj me pa zanima, kako, na kakšen način ali pa kakšna bi bila tvoja vprašanja, da bi izvedeli od skupine Game Over, se pravi o njihovih 3 članih, najbolj pikantne intimne podrobnosti. Pa da je še primerno za revijo Smrklja. Ja. Seveda najprej bi se malo spoznali, da se tudi vidi, koliko se lahko dovoli. Drugače pa seveda vprašala bi jih, kako to, da so se odločili, da se spet vrnejo, zakaj so šli narazen in potem malo mogoče še prej naredila domače naloge in malo njihovih življenjih poizvedla. Ok, zdaj pa deva reči tako, jaz skupino zelo dobro poznam, mislim tako, vse poznamo in ti lahko rečem, da bi na skoraj vsako tvoje, tudi intimno vprašanje odgovorili konkretno. Eno vprašanje si zdaj izberi, kaj bi jih vprašala? Ja, to je dosti težko vprašanje, glede na to, da je to za Smrkljo, a ne? Intimno vprašanje. Jaz bi bolj v osebno šla in to mogoče, glede na to, da sem kot stilistka, recimo... Kakšne spodnje hlače imajo? Recimo, kakšne štumfe imajo danes oblečene, kakšne znamke imajo radi, kako se radi oblačijo, kaj mogoče na ta način. Super. Prvi del današnjega intervjuja si zdajle preživela. Sledi rubrika Moj test, v katerem boš ti imela eno posebno nalogico in potem sledijo še druge rubrike, ampak zdajle po intervjuju najprej Moj test. Torej, na vrsti je naša rubrika Moj test, v kateri bo Tjaša malce izprašana, kar se tiče sprememb v reviji Smrklja in pa kar se tiče njenega dela, ne Tjaša? Ja. Ti verjetno veš, da kot pomočnica urednice, se pravi kot moja pomočnica, boš soočena z različnimi nalogami. In ena od nalog bo tudi ta, da boš nekoliko poskušala spremeniti modne strani. In zdaj mene kot urednico zanima, na kakšen način bi se ti lotila teh rubrik in kako bi jih spremenila. Najbrž ni treba posebej povedati ali pa za naše gledalce naj poudariva, da imamo modo na 8 straneh, se pravi na 4 kot modni editorial in pa na 4 kot pista, se pravi modni trendi z piste. Zanima me, glede na to, da ti je moda zelo blizu, kako bi ti spremenila našo rubriko Runway My Way, torej rubriko, ki se imenuje Trendi z piste na ulico. Meni so vaše strani mode zelo všeč. Moda je za mlade, tako da bi mogoče probala v modo uvesti tudi kakšno našo bralko, tako da bi jo oblekli njej primerno, ker vsaka ženska ima svojo postavo in se mi zdi da bi bilo zelo v redu, če bi videli vse tipe postave na modnih straneh. Ampak v svoji prijavnici na audicijo si ravno zapisala, da bi korenito spremenila našo rubriko Runway My Way. Pa me zanima, kaj vse bi zamenjala v tej rubriki. Tudi to sem zapisala, ja. Zelo mi je všeč, da probate mladim predstaviti modo iz runwaya. Se mi zdi pa le, da je za nekoliko starejše, vaša izbira, da je za nekoliko starejše ženske. Kaj bi po tvojem mnenju potem morali uvesti v tej reviji oziroma katere modne oblikovalce bi morali spremljati, da bi te modne trende približali našim bralcem? Mogoče bolj pisane, recimo več potiskov. Sej je super, da so bile v prejšnji reviji čipke, ker to je letošnji hit, vendar bi mogoče drugačno izbiro oblačil izbrala kot primere za naše bralke.
Ko smo ravno pri izbiri oblačil, naj bo z moje strani še ena naloga in sicer zanima me, kako bi ti oblekla dvojčici, ki sta nastopili na pesmi za izbor Evrovizije, se pravi Niko in Evo, če si lahko kar tole pogledava, da še naši mogoče gledalci vidijo. Dvojčici sta bile oblečeni zelo pisano, če se jaz prav spomnim. Glede na pesem, ki sta jo posneli Koničiwa, nekoliko v vzhodnaškem slogu, pa mene zanima, kako bi jih pa mogoče ti oblekla. Za na oder ali pa za v smrklo? Ja, dvojčici sta bili res zelo pisani. Mogoče bi jih jaz oblekla v krila oziroma v njihovo japonska oblačila. Dolžine bi recimo skrajšala, da ne bi bila toliko dolga, namesto kratkih hlačk, ki sta jih imeli. Na kakšno dolžino pa bi potem recimo šla? Šla bi malo čez koleno, pred kolenom. Se pravi nad kolenom? Nad kolenom, ja. Tako. V kakšne barve, glede na to, da imata precej nenavadno barvo las, če se lahko tako izrazim, mogoče dopušča ta barva malo manj možnosti za eksperimentiranje, ali se ti zdi, da ne? Se mi zdi, da ne. Japonski kimoni znajo biti zelo super primer, tako da mislim, da bolj, ko bi bilo pisano, glede na to, da je bila pesem tako živahna, bi tudi na njun karakter pasala zelo živahna oblačila. V svoji prijavnici si tudi napisala, da bi mogoče v našo revijo dodala več domačih obrazov, pa me zanima, kaj točno to pomeni, pa katere obraze si imela v mislih. Namreč, kar se tiče glasbe in pa filma, mislim, da precej pokrivamo to slovensko sceno. Me pa zanima, katere obraze točno si imela v mislih. Zdaj je recimo prišlo ven veliko slovenskih filmov, mogoče bi se bolj tudi na igralce v teh filmih bi jim bolj posvetila. Ja, sem kasneje videla, da imate veliko glasbenikov slovenskih predstavljenih, tako da se mi zdi, da je ta tematika resnično dobro pokrita. Koga pa bi ti konkretno zdaj izpostavila recimo od teh filmov? Zdaj so tale mladinski film Izlet. Okay. Ta se mi zdi, da bi bil tudi za bralke primeren. Je pa tudi Kruha in iger, je bil zdaj v kinu, se mi tudi zdi zelo fajn film. Tudi za najstnike? Tudi za najstnike, ker je veliko humorja noter in se mi zdi, da bi bilo marsikomu všeč. Ena izmed rubrik oziroma ena izmed dodanih vrednosti revije Smrklja pa so tudi posteri. Ja. Posteri so lahko po velikosti ogromni ali so pa malo manjši. Mene zanima, koga bi ti dala na jumbo poster? Na jumbo poster? Kdo se ti zdi, da je zdaj najbolj priljubljena oseba v medijskem prostoru? Trenutno bi dala Evo Boto, glede na to, da je zmagala na izboru misija Evrovizija in glede na to, da bo še v naslednjih mesecih ona ena izmed glavnih novic. Kaj pa iz stališča tujih glasbenikov mogoče? Iz tujih glasbenikov bi pa mogoče predstavila mogoče Davida Guetto, glede na to, da je bil izbran za DJ-ja leta. Ok, najlepša hvala. Hvala vam. Tako, Tjaša je mini test dobro predstavila, tako da jaz predajam nazaj besedo Matijasu. Tako, rubriko Moj test je Tjaša zdajle preživela. Si preživela, ne? Sem. Super, take rabimo. Imaš pa zdajle še eno nalogico in tale naloga je naloga mini kviz. Zanima me, koliko je stara revija Smrklja? Revija Smrklja je začela izhajati leta 1996, to pomeni, da teče že 17. leto. Se morda spomniš, kdo krasi naslovnico marčevske Smrklje? To bo Lana Del Rey.
Kdo bi po tvojem mnenju moral biti na naslovnici, pa še ni bil? Na naslovnico bi dala kakšne umetnike mlade, tudi glasbenike, ki so se začeli prebijati na slovensko sceno in tudi mogoče na tujo sceno. Koliko so stari najstniki, ki berejo Smrkljo? Stari so med 10 in do nekje 16. leta. Katerega v mesecu izhaja Smrklja? 1. v mesecu. S kom bi najraje naredila intervju za revijo Smrklja? Mogoče glede na to, da sva to temo že obdelala, me res zanima, zakaj se Game Over vrača, tako da mogoče bi intervjujala najprej njih. Kdaj si se ti prvič srečala z revijo Smrklja? Stara sem bila okoli 12 let. Vem, da so mi jo starši kupili na Bledu, to se spomnim, pa da je bila naslovnica modre barve, ampak to je to. Je kdaj pomagala tebi s kakšnimi konkretnimi nasveti? Seveda, v Smrklji je veliko nasvetov glede zmenkov, glede zdravja, in vse te tematike pridejo prav vsaki punci, ko odrašča. To je bilo vse v minikvizu. Tjaša je minikviz preživela in sedaj sledi še Katarinina ocena. In smo v rubriki Katarinina ocena. Ja, to pa bo. Joj, to si pa zdaj tako povedal, kot da moramo ocenjevati od 1 do 100. Točno tako. Lej, recimo, ne, ona je mene ocenjevala po obleki, to sem jaz namensko, da ne bo pomote tako oblečen danes, da sem videl, ne, če ima stil, okus pa to. No, zdaj pa še tvoja ocena, Tjaše. Od 1 do 100? Pa ne, nisem tako mislil, ne, ampak recimo zdaj si videla od A do Ž, se znajde, se ne znajde, povej najprej pluse. Najprej pluse definitivno bi Tjašo ponucali, če lahko to besedo izrazim, za modne strani, ker se vidi, da je na tem področju velika strokovnjakinja, da spremlja modne trende, da tako kot je tudi sama povedala, prelista veliko število revij, je nekako dovzetna za modne trende, jih spremlja in redno sem prepričana, pozna smernice, ki jih narekuje letošnja pomlad, če se lahko tako izrazim, in me je glede tega precej očarala, ne? Ampak mi ne iščemo modne urednice, ne? Mi iščemo pomočnice urednice. Ok, zato moramo pogledati tudi kakšno negativno stvar ocene. Zdi se mi, da majčkeno premalo našo revijo pozna, ker je bila v bistvu njena prva kritika ta, da bi morali v modi predstaviti tudi kakšno bralko. To mi že počnemo in mi dejansko nimamo manekenk, nimamo modelov v Smrklji, ampak izbiramo resnična dekleta. Se pravi, da se dekleta prijavljajo na naši spletni strani in jih potem tudi povabimo na fotoshootinge, ne? Se pravi, v vrsti mislim, da imam zdajle tam okrog 22 deklet in dejansko smo do leta 2014 že zabukirani, če lahko temu tako rečem. Tako da njen predlog z te strani ni bil ravno konstruktiven. Mi je pa všeč način razmišljanja, ne? Ampak žal to ni stvar, ki bi jo mogli spremeniti, ker smo jo že spremenili. Ok, zdaj pa urednice so v bistvu šefice, nekaj več, ne? Zdaj povej mi kot urednica, Katarina, imaš raje kimavčke ali take, ki povejo nekaj direkt? Ne, take, ki povejo nekaj direkt, absolutno. Pa jih upoštevaš? Jih zelo, v precejšnji meri, predvsem kar se trendov tiče, ker imamo občutek, da mlajša populacija sledi tem hitro spreminjajočim se trendom, ne? Bom rekla, mi kot uredniki na našem, kako ne rečem, v našem kolektivu, se mi zdi, da smo nekoliko bolj tradicionalni, mogoče se nam te trendi počasneje spreminjajo, medtem ko mladi, ne, švigajo ideje, ne, jih vlečejo tako iz rokava, ne, danes tako, jutri drugače, tako da osvežitev ekipe je dobrodošla in tudi naj na tej točki povem, da naša ekipa je zelo, zelo mlada, tako da se mi zdi, da rabi nekoga, ki bo bdel nad vsemi temi trendi in jih skušal spraviti skupaj v revijo na eno tako ugledno, ne, celoto.
Ok, zdaj še zadnje tako vprašanje, ampak recimo Slovenija je skorumpirana tako ali drugače, pri vas uredništvo tudi, da bojo vedele še ostale kandidatke. V kakšnem še smislu? 6 mora biti korupcija. Ne, nobene korupcije. Mislim, da bodo kandidatke glasove nabirale same prek spletnih strani, prek Facebooka. Jaz sem še vedno mnenja, da če je nekdo tako iznajdljiv, ne, in bo dejansko izumil program, ki bo sam zbiral lajke, potem mu jaz dam samo še dodaten plus zraven, ker iznajdljivost šteje. Ne. Vsi vemo, da je v novinarstvu vedno taka negativna stvar deadline, ne, se pravi beseda, ob kateri te malo strese, ko moraš oddati članek, in če je nekdo tako iznajdljiv, da bo v hitrem času nabral ogromno lajkov, potem definitivno lahko ima prednost pred ostalimi, ne? Zakaj pa ne? Ok, dobro. Ne in bo, se pravi, 6 kandidatk imajo zdaj le še to možnost, da se intenzivno pripravijo na naše oddaje. Tako. 2 sta preživeli uspešno. Jaz upam, da jih nisva preveč mučila in da ostalih 6 ne bo pobegnilo. Ne? Po mojem bom prej jaz, če bo še kakšno mojo obleko ocenjevala, ampak pustimo stati. Dobro, Katarina, hvala za tvojo oceno tudi v današnji oddaji. Hvala tudi tebi, upam, da te naslednjič vidimo v srajci. Me boš oblekla sama, ok. Se pravi, sledi še 6 kandidatk, ki se bodo predstavile v naši oddaji Najsmerkastična novinarka, kjer iščemo levo in desno roko naše urednice oziroma iščemo pomočnico urednice. Potem sledi seveda tudi še glasovanje, najbolj iznajdljivi, kot kaže, zmagate, ni korupcije, so samo lajki in podobne zadeve. Tako da se vidimo mi v prihodnji oddaji, do takrat pa lep pozdrav.